Gruzija je mlada država. Na severu meji na Rusijo, na jugovzhodu na Azerbejdžan, na jugu na Turčijo in Armenijo in na zahodu na Črno morje. Gruziji uradno pripadata še avtonomni pokrajini Južna Osetija in Abhazija, ki sta se pred leti s podporo Rusije v vojnem konfliktu odcepili. Glavno mesto Gruzije je Tbilisi. Za potovanje v Gruzijo vize ne boste potrebovali, pred odhodom pa si je dobro pridobiti zdravstveno zavarovanje. Gruzija je neodvisnost od Sovjetske zveze razglasila leta 1991 po daljšem obdobju kaosa, gospodarske krize in državljanske vojne. Danes ima prozahodno vlado in unitarni polpredsedniški sistem. Predsednik je Mihail Sakašvili, ki je zaradi ravnanja med kratko vojno z Rusijo leta 2008 in vprašljivega položaja človekovih pravic že leta na udaru opozicije in protestnikov. Sakašvili je postavil v Tbilisiju veliko predsedniško palačo, za navdih pri projektiranju pa mu je služila kar Bela hiša. Njegov drugi mandat se letos izteče. Veliko možnosti, da prevzame njegov položaj na predsedniških volitvah leta 2013 je v rokah ekstravagantnega milijarderja Bidzina Ivanišvilija, čigar stranka je zmagala na zadnjih parlamentarnih volitvah. Mogočno Ivanišvilijevo bogatstvo se odraža tudi v neverjetno veliki vili nad glavnim mestom. Največje mesto Gruzije je Tbilisi, ki leži ob reki Kuri in je svoje ime dobilo po toplih žveplenih vrelcih. Ta 1,5 milijonska prestolnica je gospodarski, kulturni in socialni center države. Bogata in pestra zgodovina Tbilisija se seveda odraža v arhitekturi, ki je mešanica srednjeveškega, klasičnega in sovjetskega stila. Pomembnejše turistične destinacije so katedrale, na primer Sameba in Sioni, Trg Svobode, Avenija Rustaveli, Gruzinski narodni muzej in vsaj 20 gledališč. Skozi bogato zgodovino je bil Tbilisi dom narodom iz različnih kulturnih, etničnih in verskih okolij. Danes se večina od dobrih 4 milijonov državljanov izreka za pripadnike avtokefalne gruzijske cerkve. Gruzija je zelo raznolika dežela. Podnebje prehaja od alpskega na Kavkazu do subtropskega ob črnomorski obali. Vinogradništvo, ki še zdaj predstavlja pomemben del gospodarstva, je prisotno že od prazgodovine. Prav v Gruziji so našli najstarejše dokazane ostanke pridelave vina. To je pridelano na poseben način v glinenih amforah in je znano po vsem svetu. Zaradi strateške lege je Gruzija zanimiva tudi za evrazijske energetske projekte. Gruzija postaja na zahodu vse bolj poznana tudi zaradi svoje kulinarike, ki je pomemben element njihove kulture. Osrednje sestavine njihove kuhinje pa so vse vrste mesa, poleg pa uporabljajo veliko sveže zelenjave, začimb, omak, sirov in oreščkov. Pravilo je, da mora biti na gruzijski mizi vedno vino, sirova pita, tako imenovani hačapuri in sol. V samem Tbilisiju si obiskovalec težko ustvari vtis o socialnem položaju državljanov Gruzije. Se pa nam je dobrih 20 kilometrov iz Tbilisija odprl popolnoma drugačen svet. Obiskali smo apokaliptično blokovsko naselje v mestu Vazjani, v katerem so pred dobrima 2 desetletjema živeli pripadniki sovjetske vojske. Ko je Gruzija postala samostojna, se je sovjetska vojska začela kaotično umikati. Predtem so v zrak vrgli bližnja velika skladišča orožja in eksploziva. Vsa ta eksplozivna sredstva je razneslo v krogu 20 kilometrov in predstavljajo problem še dan danes. Neredki so primeri poškodb in tudi smrtnih primerov, največ med otroci.
Rusi so ob umiku uničili tudi stanovanjsko naselje, gruzijske oblasti pa so kasneje vanj naselile begunce iz Abhazije in Južne Osetije. Stanovalci živijo v za nas nepredstavljivih razmerah. Še posebej težko jim je v zimskem obdobju, vendar to nikakor ne spremeni dejstva, da so na prvi vtis robati Gruzijci pravzaprav zelo topli in gostoljubni ljudje. V naselju pa so nam razposajeni otroci zapeli tudi gruzijsko pop uspešnico. Tot chlendu gam im zare, tashi salamur swag mezer, roverek chedav twalebi, davdi var twalev swateter, gulshi gam im dagarebi, tinde psau mamik sovia, nain nairigi tinde bim, rakna romar ki qarvar, zali tverdage tinde bim. No pa se vrnimo nazaj v samo srce Gruzije, Tbilisi. Glavno mesto oziroma ožji stari center, nad katerim izstopajo stara trdnjava, velik kip matere Gruzije, ki bdi nad mestom in v desni roki drži meč za obrambo pred sovražniki, v levi pa čašo vina, vila bogataša Ivanišvilija in televizijski stolp ima poseben čar, ki prevzame še tako vase zaprtega in odtujenega človeka. S svojo avtentično arhitekturo te enostavno posrka vase ter napolni z neko toplino. Malo ugotoviš, da je tako tudi zaradi domačinov, ki te hitro sprejmejo za svojega. Tudi turisti počasi odkrivajo čare te dežele. Vsako nedeljo v mestu zaživi bolšji sejem, kjer prodajalci ponujajo starine iz različnih obdobij, nakit, vinilne plošče, knjige, jedilni prebor, bodala in tudi portrete Stalina, ki je bil najslavnejši Gruzijec. Poseben čar in utrip daje prestolnici pestro nočno življenje, ki te potegne vase. V družbi prijaznih domačinov, obdan z glasbo, ki jo imajo Gruzijci zelo radi, si obljubiš, da se boš kot popotnik zagotovo vrnil nazaj. Tudi Slovenija in Gruzija sta povezani. V Ljubljani imamo Tbilisijsko ulico, saj sta vse od leta 1977 obe prestolnici pobrateni. Tone Pavček je v slovenščino prevedel več del poznanih gruzijskih avtorjev. Nad lepimi Gruzikami pa se je navduševal tudi pesnik Anton Aškerc. Še danes pa lahko kanček Gruzije okusite v hramu gruzijske kulture v Ljubljani v gostilni Zlato runo.